bom kasneje kaj povedala še o Prostorožu, najprej si poglejmo ta videoposnetek. Živjo, jaz sem Zala Velkavrh, vodja projektov pri studiu Prostorož. In jaz sem Vesna Skubic, arhitektka, trenutno najmlajši član urbanističnega studija Prostorož. Zanima nas raziskovanje in prepoznavanje javnega prostora. Mogoče ne toliko ta nek estetski, vizualni vidik javnega prostora, ampak to, kaj predstavlja. Torej, kako ga ljudje uporabljajo, čemu služi, kakšne rabe spodbuja in pa potem tudi, kaj pomeni javni prostor v nekem širšem kontekstu. Saj mogoče ena zadeva, ki jo mi rabimo še kar pogosto poudarjati, je to, da mi sami sebe ne dojemamo niti kot umetniki, niti kot aktivisti, mi se dojemamo kot profesionalni urbanisti. Je pa res, da delujemo zelo drugače od večine načrtovalskih studijev. Naša ekipa je zelo interdisciplinarna, jaz sem komunikologinja in sociologinja, Naja je psihologinja, Jošt je antropolog, Alenka, Maša, Vesna so arhitektke, urbanistke, oblikovalke. In se mi zdi, da se ta znanja zelo dobro dopolnjujejo. Mogoče prvi projekt, ki bi ga predstavili, je projekt, ki je ravno včeraj bil med 5 nagrajenimi projekti s strani Evropske unije za odlično civilno iniciativo. In to je projekt Vroče točke, ki smo ga izvajali poleti leta 2020. Mi smo se znotraj ekipe, znotraj studija veliko pogovarjali o tem, kako se mesta odzivajo na podnebne spremembe, kaj na tem področju počne Ljubljana in kaj lahko mi kot nek majhen studio naredimo. Poznali smo raziskave, vedeli smo, da obstaja ta problem urbanega toplotnega otoka, ki je bil izmerjen že leta 2014. Najbolj vroče je nad BTC-jem in nad drugimi območji, kjer je veliko asfalta, parkirišč, industrijska območja. Hkrati smo pa tudi razmišljali o tem, kako o podnebnih spremembah govoriti kot o nečem, kar ni nekaj potisnjeno v daljno prihodnost, ampak se dogaja že zdaj. Ljubljana se je že za 1,2 stopinji segrela v zadnjih 20 letih in to se bo samo še nadaljevalo. Tako je nastal ta projekt Vroče točke, s katerim smo v bistvu pešce, kolesarje, Ljubljančane povabili, da na spletni aplikaciji na tiste vroče avgustovske dni vnesejo lokacije, kjer je njim še posebej vroče, se pravi, vnesejo svoje vroče točke. Povejo malo več o lokaciji, hkrati pa tudi povejo, kako se lahko vročini na tej lokaciji izognejo oni ali pa kaj svetujejo drugim. Zelo neambiciozno smo si zastavili projekt, ampak odziv je bil čisto neverjeten, ker smo v manj kot 3 tednih dobili 700 vročih točk. Kar je pomenilo, da smo imeli kar velik izziv za obdelavo podatkov, ampak tak dober izziv. In da smo hkrati lahko dobili zelo natančno neke lokacije, ki jih pešci, kolesarji percipirajo kot res problematične. Tako da smo mi te podatke sprejeli, obdelali in pripravili tudi neke predloge za ohladitev, jih predstavili Mestni občini Ljubljana. Zelo smo bili veseli, da so nas tudi mediji močno podprli. Tudi občina se je nekako odzvala s tem, da so zasadili 50 novih dreves na Celovški cesti. Želimo si, da bi ukrepali še bolj konkretno, še bolj dolgoročno, ker se nam zdi, da res je že čas, da Ljubljana potrebuje neko resno podnebno strategijo. Jaz bi pa mogoče povedala še o 2 projektih, kjer je tudi poudarek na participaciji in vključevanju javnosti. Zdaj, ta 2 projekta se razlikujeta po tem, da naslavljata različno ciljno skupino ljudi. Zdaj, mogoče prvi je Urbana akademija, kjer so v bistvu glavni akterji mladi prostorski načrtovalci, torej mladi arhitekti, urbanisti, krajinarji. Projekt pa poteka tako, da oni kot nekdo, ki najboljše pozna svoj prostor, recimo domači kraj, da pač pove, kako bi lahko izboljšal ta kraj. Medtem ko Prostorož mu pa nudimo mentorstvo in pa pač torej pomoč pri izvedbi te ideje in pa
pri sami organizaciji. Zdaj, projekt smo izpeljali že lansko leto in predlani v različnih krajih, vedno poskušamo v različnih občinah izpeljati projekte. Se mi zdi, da tak najbolj udaren je bil v Kamniku pred 2 letoma, ki je bilo izvedeno na območju bivše smodnišnice. Bivše tovarne Smodnika, ja. Letos bomo Urbano akademijo izvajali že 3. leto. Zelo se veselimo, da se vračamo prav na to prvo lokacijo na območju Smodnišnice v Kamniku in da v bistvu vabimo mlade arhitekte, urbaniste, da se priključijo naši delavnici. Pa še mogoče o projekt Zunaj, ki ga pa vodimo oziroma smo ga vodili z IPOP-om in pa Mestno občino Ljubljana. Pri tem projektu gre pa za poziv prebivalkam in prebivalcem mesta Ljubljane, ki si tudi želijo izboljšati svoj nek lokalni prostor z manjšimi intervencijami. Zdaj, to pomeni, da prebivalke in prebivalci pač oddajo pobudo in mi potem pač zberemo neko najbolj, mogoče z največ učinka. Ja, meni je bilo pri projektu Zunaj najbolj všeč to, da smo poskušali nasloviti neko to razliko, ki nastaja med občino, ki pač lahko pozna prostor ali pa neke mikrolokacije do določene mere, in pa prebivalci, ki te javne prostore vsak dan gledajo, spremljajo, vidijo, kje so neki problemi, kaj se dogaja. In v bistvu pač dali pobudo ljudem, da sami prepoznajo probleme, da jih sami tudi naslovijo. Mi smo jim pa pač pomagali z minimalno mentorsko pomočjo in v bistvu minimalnimi materialnimi sredstvi, tako da ti rezultati, ki so se zgodili, so bili meni čisto navdušujoči. Dejstvo pa je, da smo v teh 2 letih izvedli že nekih 36 pobud. To pa pomeni od najmanjših meril do največjih. Najmanjše recimo že zasaditev parih korit na zelenici nekega stanovanjskega bloka, ali pa potem do največjega, ki je pa izvedba celega pump tracka, ki je pa v Sneberjah in je pač najbolj zaželeno mesto v celi večji okolici. Mogoče največji izziv predstavljajo taki daljši projekti, kakor je bil projekt Idrija Arkova, ali kako ga poimenujemo? Ja, večina se je odvila na Arkovi ulici. Ja. Gre pa za to, da smo uporabili ful veliko pristopov pri pač izvedbi te prenove. In sicer začelo se je s tem, da smo najprej zbirali pobude prebivalcev, tako zelo na splošno, potem smo organizirali nek sestanek, kjer pač smo se zopet pogovarjali o tem, kakšne bi bile mogoče prioritete nekaterih pobud, katere bi bile lahko izvedljive, katere malo težje ali pa samo dolgoročnejše. Potem je bila pa že kar izvedena, smo mi izvedli kar eno testno akcijo, ki je pa izgledala tako, da smo na ulici izdelovali pohištvo, urbano pohištvo. Na ulici pa zato, da smo že tam pač vzpostavili ta stik s stanovalci ali pa prebivalci. Medtem ko najpomembnejši rezultat tega projekta je bil pa, da smo naredili tak akcijski načrt, ki smo ga predali občini, in v tem je bilo pa popisano tako neke kratkoročne pa dolgoročni ukrepi pač v nadaljnjih letih, ki jih lahko občina naredi. In zdaj najpomembnejši naslednji ukrep je bil že lansko leto, 2020, ko smo v sklopu Evropskega tedna mobilnosti kar zaprli en del ceste in ustvarili trg. To smo pa naredili z čist poceni pristopi, in to je z cestno barvo, s katero smo pobarvali tla in v tako čipko, kot nek simbol Idrije recimo, in pa s koriti, s katerimi smo zamejili dostop za avtomobile. V bistvu v 3 dneh smo 100 metrov ceste spremenili v 600 kvadratnih metrov trga, in
ta projekt na Arkovi je eden od takih zelo tipičnih prostorožjevih projektov, kjer je budžet sicer majhen, želja je pa zelo velika in se to zelo dobro izide, zato ker tudi mi zelo radi delamo na terenu. Vesna je bila vse 3 dni na cesti, bela od barve, pomagali je 40 lokalnih prostovoljcev. Hkrati imamo pa tudi mi ta projekt zelo radi, ker je bil učinek takojšen. Varovanci doma upokojencev res niso imeli nobenega javnega prostora, nobenega zunanjega prostora, kjer bi se sploh lahko približali mestu, in to se je med korono mogoče še toliko bolj poslabšalo, ne? Pač zato, ker so bili obiski omejeni, ker oni niso mogli niti se družiti z svojimi svojci, so res potrebovali ta javni prostor, tako da je bil ta projekt tudi časovno tako zelo na mestu, no. Mislim, itak jasno je, da bomo imeli prostorski načrtovalci vse večjo vlogo v prihodnosti pri soočanju s podnebnimi razmerami in z načrtovanjem odpornejšega mesta. In tudi sama vidim svojo vlogo kot zelo pomembno. In glede na to, da bo manj možnosti, da se bo načrtovalo tako zelo široko strateško, ker pač vsi dokumenti kažejo, da bodo to neke parcialne rešitve, no? Se mi zdi izziv, da pač prestopimo od spodaj navzgor in da poskušamo z nekimi malimi spremembami z malimi ukrepi narediti večje spremembe. Naš idol, mogoče, ali pa mogoče moj, no, je Jane Jacobs, newyorška novinarka, ki je v bistvu z uporom preprečila, da so zgradili avtocesto, ki bi šla čez Soho, ki bi lahko še danes tekla čez Soho. No, in se mi zdi, da ta primer oriše to, da je spodbudila pač neko civilno akcijo, civilen upor, pač da so ljudje skupaj stopali, da so se zavedali svojega prostora, da je pomemben, da se ga pač načrtuje po meri ljudi in pa pač, da avtomobili niso primarnega pomena. Tako da mogoče je ona celo začetnica trajnostne mobilnosti. Ja, pa predvsem nekega urbanega aktivizma. Mislim, da je tako Jane Jacobs super pokazala, koliko pomembna je komunikacija pri prostorskem načrtovanju, da tega ni enega brez drugega. Tako da to probamo tudi v naši praksi nekako združevati. Mogoče ena taka čist osnovna vrednota, ki si jo delimo vsi na Prostorožju, je res to, da še kar precej ne maramo avtomobilov in da pač, če bi se nekdo vsak dan vozil z avtom, sigurno ne bi mogel biti del naše ekipe. Vsi smo blazno navdušeni kolesarji, pešci, uporabniki javnega prevoza in nekako vidimo, da je to eden od, prav ta avtomobilnost, da je eden od ključnih problemov, ki zavira neko zeleno transformacijo mest, zato ker je toliko prostora podrejenega avtomobilu. In na to pač se tudi nanaša zelo veliko naših projektov. Vedno so to še kar težki boji, ker je povezava med Slovenkami, Slovenci in njihovimi vozili zelo močna. Ampak opažamo premike, spremembe na bolje. Upamo, da bo to tudi država podprla z boljšim javnim prevozom. In avtomobili so parkirani, mislim, da 95% vsega časa. Ali na eni lokaciji ali pa na drugi. Kljub temu pa zasedajo toliko prostora, segrevajo ozračje. Asfalt je ena od najbolj vročih površin, ki tudi prispeva k nastanku toplotnega otoka. Tako da je pač argumentov, zakaj manj avtomobilov, je preveč. In mislim, da je tako, no. Ni rešitev v električnih vozilih, rešitev je v tem, da najdemo si nekako boljše poti do službe, do storitev in jih opravimo s kolesom, peš, z avtobusom, z vlakom. Vlaki so jaki. Vlaki so jaki. Druge vrednote, ki si jih delimo, so pa po mojem to, da tako malo moraš tudi imeti smisla za humor, pa malo rabiš biti tak naredi sam človek, ker zato, ker so pač budžeti nizki, ker smo velikokrat na terenu, se rabiš sam znajti, ne vem, to, da si iskren,
da ne moramo preveč nakladati. No. Se mi zdi, da je ena taka naša skupna točka. Zdaj ne vem, kako je pri vas, ampak tukaj pri nas v štabu so se nam obrazi kar razpotegnili v ene smehljaje, tako zelo smo navdušeni nad predstavljanjem. Kako je pravzaprav prišlo, da smo povabili Prostorož? Magistra Nataša Bucik iz Ministrstva za kulturo je že za forum o zeleni preobrazbi predlagala, da vas predstavimo, takrat ni bilo dovolj časa, ampak premisa je pa bila izobraževanje in kultura, gresta z roko v roki in pravzaprav smo o kulturi v tem prispevku morda še najmanj govorili, o številnih drugih disciplinah. In res gre za nekaj, kar je zelo večplastno in spet v klepetalnici dežujejo pohvale, tudi iz Bruslja, predvsem na temo tega, da se rešimo avtomobilov, če se le da. Čestitke tudi za nagrado Evropskega ekonomsko-socialnega sveta, še kako zelo zaslužena je in seveda vam vsi želimo še veliko, veliko drugih nagrad, predvsem pa uspehov in pa zadovoljstva v tem dialogu z uporabniki. Mi imamo zdaj že drugi primer, ko se povezujejo arhitekti ali pa urbanisti in seveda vsi drugi s odraslimi osebami, z uporabniki. Že na forumu o starajoči se družbi je bil prikazan en zelo, zelo lep projekt, tako da očitno imate posluh ne samo za prostor, ampak za ljudi in prav je tako. Z nami je Vesna Skubic. Vesna, bi ti še kaj dodala morda? Si še tukaj? Mislim, da sem videla. Ja. Vesne ni? Je? No, evo, izvoli, Vesna. Bi še kaj dodala? Jaz bi mogoče dodala... Zala, dobrodošla. Se upravičujem, ker smo se takole zamudo vklopili. Nič hudega. No, če jaz bi dodala samo to, malo smo spremljali komentarje med našo predstavitvijo, pa absolutno, mi smo najprej naslavljali pešce, kolesarje, ampak zelo pomembno je poudariti, da ko govorimo o uporabnikih javnega prostora, na prvem mestu govorimo o tistih najbolj ranljivih skupinah, to so starejši, otroci, mladostniki, seveda tudi osebe z različnimi oblikami oviranosti, skratka tisti, ki se težje premaknejo stran od svojih domov in ki so bolj vezani na javni prostor v neposredni okolici njihovih domov. In zato se nam tudi zdi pomembno na Prostorožu, da se zelo resno ukvarjamo z nekimi manjšimi javnimi prostori, z to okolico, ki nas obdaja, ne pa samo z nekimi centralnimi parki, kot je na primer Tivoli, Kongresni trg in tako naprej. Super, hvala lepa. Še Vesna, kakšno besedico? Vesna se nam je skrila, evo, živjo. Pozdrav vsem in hvala za pohvale. Z veseljem. Torej, hvala lepa še enkrat v imenu vseh nas in čestitke in vse dobro tudi za naprej.